Zadnji današnji prispevek je prispevek Aleksandra Duha, sicer profesorja zgodovine na osnovni šoli Dušana Flisa v Hočah pri Mariboru, sicer pa tudi naš doktorski študent na oddelku za zgodovino in danes bo predstavil v bistvu tisto, s čimer se ukvarja v svojem doktoratu. Torej, prosim. Lep pozdrav, moja naloga danes in dva predmet raziskovanja je Rupnikova linija, 6. sektor, oziroma Rupnikova linija, obrambna linija Kraljevine Jugoslavije na Koroškem in Štajerskem. Preden začnem z bolj natančno predstavitvijo, bi vam želel povedati najprej to, da ko gledamo kakšne arhive, nikjer ne zasledimo ime Rupnikova linija, ampak je to bolj pogovorno označba obrambne linije. Vedno najdemo, posebej, če gremo raziskovati Koroško in Štajersko, vedno najdemo severni front, torej severno fronto, ki je potekala po Koroškem in Štajerskem. Na prvo preglednico sem dal mitralješko gnezdo, eno tipični bunker, ki ga najdete na Koroškem in Štajerskem, precej drugačno, kot jo najdete na recimo zahodni strani obrambne linije, kjer so bunkerji lahko tudi stolpični oziroma večji. Tukaj na Štajerskem in Koroškem poglavnem mala mitralješka gnezda, ki so seveda posledica časa, posledica denarja in pa seveda posledica tega, da se je vedelo, da je napad Nemčije samo še vprašanje časa in pa želja potem, da bi se obrambna linija kar najhitreje izgradila. Tukaj je prikaz Rupnikove linije oziroma obrambne linije Kraljevine Jugoslavije. Vidimo, da je 5 sektorjev, torej v 30 letih se gradilo 5 sektorjev obrnjenih proti Italiji. Čeprav je bila podpisana Rapalska meja, čeprav se je v časopisih in mnogih virih govorilo o navideznem prijateljskem odnosu, pa seveda ta prijateljski odnos tarijo predvsem gradnje fortifikacij, na eni strani seveda Alpski zid, na italijanski strani in pa tako imenovana Rupnikova linija na strani države SSS oziroma že Kraljevine Jugoslavije, kjer je vojska razdelila obrambno linijo na 5 sektorjev, niso po vrstnem redu, ampak so označeni po pomembnosti. Številka 1, sedež v Vrhniki, je seveda območje, ki je bilo namenjeno obrambi pred vpadom italijanske vojske proti Ljubljani, in pa drugi sektor, ki bi naj varoval Reško pristanišče in pa potem kasneje tudi prehod ali pa napredovanje italijanske vojske proti Zagrebu. Tukaj je že označena tudi linija 6. sektorja na Koroškem in Štajerskem. Če pogledamo bolj natančno, poteka linija ob današnji državni meji, seveda poteka od takratne tromeje med Italijo, Kraljevino Jugoslavijo in pa Nemčijo. Govorimo o letu 1938, ko pride do Anšlusa, ko pride do priključitve Avstrije k Nemčiji in seveda Kraljevina Jugoslavija se zaveda kritičnega položaja. V tem trenutku ni več največji sovražnik Kraljevina Italija, ni več Avstrije, ki je bila seveda po prvi svetovni vojni manj pomembna oziroma manj nevarna država, ter naenkrat se na tej meji po letu 1938 pojavi nemška vojska in seveda Kraljevina Jugoslavija je prisiljena, da začne z utrjevanjem, z izgradnjo fortifikacij tudi na območju današnje Koroške in Štajerske. Kje je ta linija potekala? Linija je potekala od Tromeje, torej nekje do Dravograda in se potem od Dravograda premikala ob reki oziroma ob strugi reke Drave, pred oziroma severo-zahodno od Maribora pa seveda se ta linija razdeli in seveda prečka reko Dravo gre na samo mejo, na Kozjak,
in pa potem seveda začne, oziroma se fortifikacije začnejo graditi ob samih mejnih prehodih, ob Svetem Juriju, ob Duhu na Ostrem vrhu, ob Šentilju in pa ob Radgoni, medtem ko ta južna linija poteka naprej ob reki Drave, od druge reke Drave, nekje od Limbuša, Peker, Radvanja, Razvanja, Miklavža na Dravskem polju in se potem nadaljuje vse do Ptujskega polja, do Ptuja oziroma še južne do Ptuja, do Tankovskega jarka, nekje v kraju Podvice. Tukaj moram povedati, da je seveda zaradi pomankanja časa in pa seveda pomankanja denarja jugoslovanska vojska kombinirala obrambno funkcijo, kombinirala z fortifikacijami in pa seveda z drugimi ovirami, ki jih je istočasno tudi postavljala. Vidimo armirane ježe, ki bi naj postavljali tanke in pa seveda traverze. Hkrati pa moram povedati, da je ozemlje bilo posejano tudi z minskimi polji, da bi na ta način kar najbolj obvarovali oziroma ovirali prehod nemških tankovskih enot in pa seveda sami nemški pehoti. Povedal sem že, da je bila posebna pozornost namenjena mejnim prehodom, kjer so seveda najprej gradili fortifikacije, hkrati pa seveda želeli na nek način tudi ustaviti, ohromiti ali vsaj upočasniti prehod ali pa prevoz nemških čet oziroma nemških transportov po železnici. Tukaj vidimo posnetek na mejnem prehodu Šentilju, kjer je še danes veliko fortifikacij, veliko bunkerjev, najdemo pa tudi seveda te armirane betonske ježe, ki so bili takrat postavljeni na železniško progo in pa seveda še naprej ob meji. Naslednji posnetek prikazuje torej to mitralješko gnezdo, najbolj tipično fortifikacijo 6. sektorja, tudi najmanjši bunker, čisto drugačen od stolpični bunker, ki ga lahko najdete na zahodni meji. To je glavnem mali torej betonski bunker, narejen sicer iz armiranega betona, z jekleno ploščo, največkrat z dvema odprtinama za streljanje na najbolj širokem kotu. Hkrati je ta bunker oziroma to mitralješko gnezdo povezano z vstopnim hodnikom, ki je pa tudi največja kritična točka oziroma največji problem pri seveda samem varovanju tega bunkerja. Zakaj? Sprednji del je armiran, jeklena plošča je tudi precej debela, sam hodnik pa največkrat ni armiran oziroma je tudi najbolj ranljiv in seveda nemške čete so to vedele, zato se je največkrat napad na bunker začel ravno na ta način, da so razstrelili vhod oziroma hodnik in seveda na ta način onemogočili posadki v tem bunkerju, da bi se borila naprej, da bi pobegla iz tega bunkera in seveda zaradi tega so bile žrtve precej velike. Res je, da to ni edini tip bunkerjev, ki najdemo na severni fronti oziroma na 6. sektorju Rupnikove linije. Najdemo tudi nekaj stolpičnih bunkerjev oziroma nedokončanih stolpičnih bunkerjev, najdemo tudi nekaj tankovskih bunkerjev. Res pa je, da seveda ta mitralješka gnezda najdemo največkrat, res pa je tudi to, pa moram tudi povedati, da so prilagojena terenu, kjer so tudi postavljeni. Že prej sem povedal, da se je na severni fronti, torej so gradile fortifikacije, hkrati so se gradile tudi betonski ježi, pa seveda jeklene traverze, minska polja, da bi kar najbolje ustavili prodiranje potencialnega sovražnika. Moram pa povedati tudi, da je seveda jugoslovanska vojska že v času mira na vse te kritične točke za napredovanje sovražnika največkrat postavljala mine, posebej pri mostovih je ta primer najbolj očiten. Vidimo porušen most v Dravogradu, ki bi naj ustavil ali pa vsaj upočasnil napad sovražnika. V naslednjem posnetku vidimo nemško enoto, ki seveda se bori oziroma že napada posamezne fortifikacije na 6. sektorju. Moram povedati, da je bil torej, general Maximilian von Weich z svojim štabom vzhodno od Graca že v začetku aprila in da se je odločil, torej, da bo speljal napad na
Jugoslavije, na kraljevino Jugoslavije, torej 6. aprila, kljub temu, da vse njegove sile niso bile takrat še na izhodiščnih točkah. Napad se je torej začel 6. aprila 1941 na cvetni nedeljo ob 4:20 in smeri napada sta bila dva. Prva linija oziroma prva smer napada je potekala okoli oziroma čez Dravograd in naprej proti Celju oziroma proti Celju in Brežicam, kjer so želeli napredovati vse do Karlovca, kjer bi se srečali z italijanskimi četami. Druga smer napada pa bi naj potekala iz Dravograda proti Mariboru, Ptuju in naprej proti Zagrebu. Tukaj je treba še povedati, da so bile najmočnejše čete jugoslovanske vojske obrnjene ravno proti mejnim prehodom, torej Šentilju, Radvani, ne pa tukaj proti Dravogradu in seveda zaradi tega so nemške čete imele še lažji prehod oziroma so hitreje napredovali, kot so same predvidevali. Nemške enote so že v drugem dnevu, torej oziroma 8. aprila, že vkorakale v Maribor, jugoslovanske čete pa so želele tukaj narediti neko oviro in seveda porušili naš stari most, ki ga še danes, čez katerega še danes veselo hodimo, ampak to ni ustavilo nemških sil, jih je mogoče samo upočasnilo. Nesreča v sami te zgodbi pa je ta, da ko so jugoslovanske čete porušili te mostove, je veliko število vojske kraljevine Jugoslavije ostalo na levem bregu Drave in so bile zaradi tega seveda ujete in je posledično zaradi tega nemška vojska imela veliko ujetnikov, ki bi drugače se umaknili južno proti Zagrebu oziroma južno še proti ostalim delom Jugoslavije. Kot sem povedal, posledično zaradi tega je prihajalo do množičnih predaj jugoslovanske vojske. Kje so bili vzroki? Vzroki so večplastni, od tega, da niso bili vsi za obrambo, do tega, da so Nemci imeli informacije, kje so fortifikacije, do tega, da je na Koroškem in Štajerskem bilo dvojezično prebivalstvo, da je bilo veliko ovaduhov, da je bilo veliko informatorjev, da je seveda nemška vojska zelo dobro vedela, kje so fortifikacije in zaradi tega ni bilo posebej težko, da je seveda premagala vojsko kraljevine Jugoslavije, ki je bila slabše oborožena, slabše vodena in seveda bila tudi moralno bistveno slabše pripravljena, kot bi vojska, ki brani svojo domovino, morala biti. Na posledku so vojaki jugoslovanske vojske, ki so se množično predajali nemškim silam in največ ujetnikov so Nemci na nek način imeli v Mejski kasarni v Mariboru. Kot sem povedal, kljub temu, da je bilo precej vojaško oziroma precej enot jugoslovanske vojske v okolici Maribora pripravljeno braniti to ozemlje, tem vojski, graničarjem in seveda zalednim enotam ni uspelo varovati štajerske prestolnice. Kaj se je zgodilo? Nemci so že po drugem dnevu oziroma 8. aprila 1941 korakali v Maribor. Maribor je postal nemško mesto in pa seveda Nemci se tukaj niso ustavili, seveda krenili so proti Ptuju, naprej proti Zagrebu in seveda želeli dokončati to zgodbo, kaj se je zgodilo. Že 17. aprila seveda je jugoslovanska vojska prenehala z bojevanjem, podpisala Sarajevo brezpogojno kapitulacijo in seveda Nemcem, pa tudi kasneje Italijanom in ostalim nasprotnikom je uspelo jugoslovansko vojsko pripraviti do predaje in pa državo okupirati. O teh dogodkih na terenu ne najdemo skoraj nobenih spomenikov, izjema je mogoče verjetno edini spomenik, ki obstaja po aprilskih dogodkih, to je spomenik padlim borcem oziroma padlim borcem vojske kraljevine Jugoslavije, ki se je borila v okolici Dravograda, torej edini spomenik, ki jo najdemo oziroma na terenu, pa seveda najdemo tudi še ostanke bunkerja ali pa tudi pravo linijo fortifikacij, ki je tukaj narisana in pa označena, tako da naša linija je vedno bolj označena, vedno bolj transparentno predstavljena in seveda vedno bolj o njej govorimo in seveda se zavedamo pomena, kaj se je zgodilo 6. aprila 1941 in na kak način
je potekala. Danes seveda so ti bunkerji, te fortifikacije neme priče današnjega časa, hkrati pa seveda izredno zanimiv poligon za raziskovanje nas zgodovinarjev in pa seveda nas vedno zanima, kaj se je v tem bunkerjih dogajalo. Za razliko od bunkerjev na zahodni meji so seveda ti bunkerji bili priča vojaškim akcijam, bili priča smrti, bili priča obstreljevanju in seveda zaradi tega imajo še posebno ceno oziroma posebno draž raziskovanja. V priročnikih o fortifikacijah smo lahko prebrali, da je seveda vsak bunker moral biti maskiran. Če to ni naredila takrat vojska Kraljevine Jugoslavije, je to danes naredila narava sama in seveda, ko raziskujemo želene na Štajerskem in Koroškem, večkrat ne najdemo fortifikacije, je pa res, da seveda tako dolgo iščem, da to najdem, na koncu vidim, da je seveda narava fortifikacije sama maskirala. Kot sem vam že povedal, torej največja nevarnost posadki v sami fortifikaciji, v samem mitralješkem gnezdu ni bil sam bunker, ampak seveda sam dovod oziroma hodnik do tega samega centralnega dela bunkerja, ki je bil premalo armiran in zato seveda zelo podvržen različnim obstreljevanjem in pa seveda posledica tega je bila ta, da so vojska te bunkerje predčasno zapustila. Na ta način je seveda linija ostala nebranjena in Nemci so lahko brez večjih težav, večjih izgub seveda napredovali mimo te linije in seveda zasedali naše mesta vse do Maribora, Ptuja, kasneje Zagreba in seveda Sarajeva in ostalih mest v Kraljevini Jugoslaviji. Danes na Štajerskem najdemo betonske armirane ježe, zmetane na nekih deponijah, brez nekega zgodovinskega vedenja, brez nekega odnosa do naše zgodovine in bojim se, da bo teh prič aprilske vojne, prič priprave Jugoslavije na drugo svetovno vojno počasi zmanjkalo, da bodo poškodovani, uničeni in da jih na koncu, nažalost, niti več ne bomo srečevali oziroma bomo od njih vedeli zelo malo. Nekaj drugega so seveda ta protitankovske ovire, protitankovski zidovi, tukaj je torej nekje zadnja obrambna linija oziroma protitankovska ovira v Podnici, ki je ostala, sicer je zasuta, ampak ostala podnika nema priča dogodkov v aprilskih mesecih leta 1941, drugače pa najdemo še posamezne fortifikacije na sami liniji, hkrati pa seveda se moramo zavedati, da so leta, desetletja naredila svoje, da je odnos do fortifikacij bil precej kritičen, da se je na našem področju precej gradilo, še posebej cestno mrežje, ki je bilo glavnim krivec, da je mnogo teh zanimivih bunkerjev uničenih oziroma je bilo uničenih, razstreljenih ali pa se je zaradi kvalitetne gradnje večstopenjskega armiranja preprosto vzidali v samo cesto oziroma v samo gradnjo, ki so jo na tem terenu gradile. In da počasi zaključim, niso samo mitralješka gnezda, imamo tudi protitankovske bunkerje, ki so še posebej zanimivi, povsem zaradi svojega prav specifičnega videza in jih najdemo predvsem na Ptujskem polju, pa nekaj tudi okolici Maribora, više na Koroškem pa tega ne zasledimo.